Ja, lep pozdrav vsem skupaj, dobrodošli na Sport klubu. Glede na to, da je trenutno obdobje zelo nenavadno tudi za športnike, vpliva seveda tale koronavirus čisto na vse, na naš vsakdanjik. Imam danes priložnost, da se pogovarjam s Klemnom Prepeličem. Gre seveda za našega aktualnega reprezentanta, ne nazadnje evropskega prvaka, še vedno aktualnega evropskega prvaka, najboljšega strelca španskega prvenstva. Klemen, živijo v Španijo. Zdrav, lep pozdrav. Klemen, trenutno stanje nas seveda zanima, ne? Sicer bova bistveno več govorila o sami košarki, ampak nekaj vendarle vsem skupaj. Zdaj, tudi ti si z družino doma, odhodi iz stanovanja so praktično onemogočeni. Kako v bistvu preživljate ta čas, kakšne so neke aktualne zadeve v Španiji? Ja, bom rekel, da zdaj smo dosta omejeni. Mislim, Španija je šla po poti Italije, posebej zato, ker so Španci, bom rekel, poznani po teh objemih, poljubih, ko se srečujejo in enostavno pač niso dali dosti pozornosti temu novemu koronavirusu, tako da je zdaj situacija dosti zakomplicirana. Smo že, mislim, ven se lahko gre izključno samo v trgovine, lekarne, oziroma po najnujnejših opravkih. Jaz imam to srečo, da imam kužka, ker z kužkom lahko greš na sprehod do 20 minut oziroma v okrožju do 200 metrov. Tako da to so te, bom rekel, omejitve, ki jih imamo v tem trenutku. Tako da življenje sigurno ni lahko, ampak je kakršno je in moramo se prilagoditi. Če se osredotočiva čisto na športnika, na profesionalnega košarkarja, ki je pač navajen tega gibanja, kako zdaj ti te zadeve urejaš v smislu tega, da opraviš kakšen trening doma, imaš možnost, kje v kompleksu trenirati kakšen prostor? Pa iskreno, jaz sem skozi razmišljal, da bi šel v garažo, ker imamo dosti veliko garažo, ampak sem slišal, da tudi drugi ljudje ne bi bili glih veseli, če bi uporabljal garažo. Tako da, bom rekel, se mi je žena pridno priključila, trenirava skupaj. Lahko kar pokažem, imam svojega kondicijskega trenerja, ki mi daje workoute. Eden je za, bom rekel, za roke, drugi je bolj kompleksen, tretji za noge in četrti, bom rekel, najlažji. Tako da delamo, koliko pa se da, kardija glih ne moramo nekaj delati, ampak pač probam ostati v neki spodobni kondiciji. Torej, to je neko sodelovanje s klubom, z njim si na vezi, imate kakšne, ne vem, sestanke, se kaj čujete na par dni? Ja, imamo, bom rekel, imam svojega kondicijskega trenerja, ki ga, bom rekel, tudi sam temu primerno plačam. To je v dogovoru z obema kluboma, z Realom in Juventusom. Imamo pa sigurno tudi program klubski, ki so nam ga poslali in potem z mojim osebnim trenerjem to tudi, bom rekel, prilagajamo. Ena specifična situacija, ne, kaj zdaj pravijo v Španiji, zdaj lige stojijo. Dobro, vi kot Juventud ste iz evropskih tekmovanj za letos izpadli, tudi z neke smole lahko rečemo, ampak do tega pridemo malo kasneje. Špansko prvenstvo, zaenkrat vseh tujih košarkarjev še niso spustili domov, verjetno tudi zaradi tega, ker želijo v nekem momentu to ligo nadaljevati oziroma zaključiti. Ja, definitivno španska liga se želi nadaljevati, zdaj pod kakšnimi pogoji, to je druga zgodba, ampak v Španiji obstaja tako, mislim, da kličejo ABP, to je Players Association, ki sigurno insistira na tem, da je čim bolj ugodno za igralce, po drugi strani pa liga čim bolj ugodno za klube. Tako da to je po eni strani dobra stvar, da smo na tekočem non-stop. Po drugi strani pa je Španija ena redkih držav, mislim, da ki ima, bom rekel, tako imenovan zakon ERTE, se imenuje v Španiji, ki omogoča klubom oziroma podjetjem, da enostavno zaposlene dajo na borzo. In temu primerno bi igralci izgubili ogromen prihodek, donos denarja in po drugi strani to ni neka praksa, ki bi jo klubi delali, posebej ne velikani, kot so Madrid, Barcelona, Baskonia, Valencia, Malaga. In po drugi strani pa ena Fuenlabrada, Estudiantes bo sigurno z veseljem to, bom rekel, unovčiti. Tako da, bom rekel, vsakem klubu
zdaj je situacija drugačna, zdaj iz dneva v dan so pač stvari bolj kristalno jasne. Tako da jaz imam neke informacije, da v Zaragozi bi naj plačevali igralci 50%, na to so igralci pristali. Spet druge strani Maresa bi naj plačevala 50%. Real bi naj rekel, da bojo plačali vse. Po drugi strani prihaja novice, da bi Barcelona rada tudi, kako se reče, vzela del plače. Tako da bom rekel, da glede denarja se nič ne ve, dejstvo pa je, da vsi želijo, da se liga nadaljuje. Temu primerno so tudi, bom rekel, predstavili olimpijske igre. Bom rekel, da vse lige velike želijo nadaljevati. Včeraj sem zasledil tudi, da italijanska se želi nadaljevati, francoska želi nadaljevati, Ataman je rekel, da bi rad igral proti Feneru v finalu. Tako da mislim, da velike lige bo insistirale na temu, da se igra, tiste majhne so pa večinoma že itak razglasile konec. Ja, tudi slovensko prvenstvo. Nič, greva zdaj na Juventud, še en zelo zanimiv klub po tvoji karieri. Mislim, igral si ves čas za te res kakovostne klube, ki nastopajo tudi v evropskih tekmovanjih, ampak razlika med lansko sezono in Realom in letošnjo je absolutno zelo velika. Verjetno tudi v samem ustroju kluba in pa ne nazadnje v tvoji osebni vlogi v ekipi. Ja, mislim, da kot prvo nivo igranja, ker igrajo Juventud in Real Madrid, se ne more primerjati. Dejstvo pa je, da, kot sem že večkrat povedal, v Real ti ne boš kar prijeti in igrati 25 minut. Tako da Real ima nek svoj utečen sistem, utečen proces, ki teče pod Pablotom že 9 let. Še bo tekel še naslednja 3, koliko sem slišal, je podaljšal pogodbo in zelo majhne so te menjave, ki jih delajo, 2 do 3 igralce maksimalno na sezono. Tudi ko se zgodi kaj enormnega, ko so izgubili Luko, ki je bil, bom rekel, motor ekipe, niso, bom rekel, paničarili. Pripeljali so mene in Deka in po drugi strani drugim igralcem, ki so že bili v tem procesu, dali večjo vlogo, oziroma Lul, ki se je vračal, ponovno prevzel vajeti v svoje roke. Tako da tam moraš biti kar nekaj let, da bi se lahko reklo o neki konkretni vlogi. Po drugi strani pa Juventud definitivno ekipa, ki raste iz leta v leto, imajo po dolgem času imajo zelo, bom rekel, finančno stabilno situacijo z glavnim sponzorjem Grifols, ki ga lahko, bom rekel, lahko ga primerjamo z Doguš grupo, ki je bila včasih eden glavnih sponzorjev Darušafake, torej so zelo stabilni financijsko in bom rekel, da za zdaj nobenih težav nismo imeli v klubu. Dejstvo je, da naš budžet ni niti primerljiv z največjimi španskimi ekipami. Mislim, da se vrti okrog 10. 11. mesta. Je pa zanimivo, da Juventud veliko stavi na domače igralce, kot so Xavi Lopez, Ventura, Para, tudi Dimitrijevič, makedonski reprezentant, ki je tukaj od 14. leta in je letos naredil en ogromen korak naprej. In dodajo, bom rekel, z izkušenimi igralci. Letos je bil z nami Nikos Zizis, ki ga vsi poznamo. Jaz sem tukaj med starejšimi, Omić, Luk Harangodi, ki ima ogromno, bom rekel, izkušenj z evropskih velikanov. Igrajo Valencijo, Darušafako, Unix, tako da pozna zadeve. In mislim, da imajo neko mešanico od mladih in starih igralcev, ki bi si jo lahko tudi Olimpijo mislila po eni strani, ampak to je že druga zgodba. Tvoja vloga v ekipi je praktično fantastična. Ne? Si lider ekipe, minutaža je visoka, bom rekel, vzameš si toliko metov, kot je potrebnih, kot si jih želiš na tisti tekmi. Skoraj da brez, vsaj tako se zdi, ko gledamo po televiziji zadeve, brez nekih omejitev. Kako čutiš to igro, kako čutiš mesto Badalona v smislu košarke, kako te je sprejelo in kako se ti počutiš na igrišču v Badalonu? Ja, iskreno mislim, da sem iskal to situacijo, da bom bil tako rečeno glavna faca ekipe, da si predvsem povrnem samozavest. Po drugi strani sem pa strani Reala imel dosti velike omejitve pri izbiri kluba. Rekli so mi, da čim grem ven Španije, ne bi bilo glih dobro za njih in pač so insistirali, da ostanem v španski
v španski ligi, da se, bom rekel, navadim na ta sistem. Je to povezano s tem, da imaš ti z Realom, se pravi, še možnost podaljšanja sodelovanja, zaradi tega, da te imajo bolj na očeh, da te spremljajo? Definitivno je to za ena izmed tem pogovorov, tako kot sem že kolegu iz tiskovne agencije povedal, Real mi je javil dobra 2 tedna nazaj, da imajo zelo čisto situacijo, da v primeru, da JC odigra še eno sezono, me ne bodo podaljšali, po drugi strani pa bi radi mene vračali, če se JC upokoji, tako da pustimo to v strani. Ja, rekel so mi, da enostavno si želijo, da ostanem v španski ligi, kar mi je pa dosti limitiralo, rekel, neko morje oziroma bazo klubov. Imel sem ogromno ponudb z drugih klubov, ampak enostavno želel sem tudi sam, da ostanem pod drobnogledom Reala in iskreno povedano v Euroligo nisem mogel. Valencia je bila zainteresirana, ampak je bila zainteresirana samo, če bi postal njihov igralec. Barcelona, vemo, da niti opcija, Baskonia v tem trenutku ni bila sploh zainteresirana. Tako da ostale so Malaga, ki pa ima na tej poziciji že Jaime Fernandeza in je domači igralec in na to, kaj ostane, to so od Eurokupa, Andorra in Juventud. Tako da bile so pogovori tudi za Tenerife in za Zaragozo, ampak enostavno nisem hotel iti v Champions League. Želel sem vsaj ta Eurokup in mislim, da je Juventud bil ena lepa izbira, kjer mi je zelo pomagal tudi Jaka Lakovič, ki me je tudi po eni strani priporočil Carlesu Duranu in Carles mi je takoj povedal, kaj želi od mene in glede na to, da je finančno moja pogodba ostala enaka, ker razliko pokrije Real, bom rekel, da iz tega strani nisem izgubil nič, sem pa igralsko ogromno pridobil. Absolutno, mislim, prvi strelec španskega prvenstva, ne glede na to, kdaj se bo ta letošnja sezona končala, ali se je mogoče že končala, mislim, da bo spet zelo veliko zanimanje zate, no, ne vem, ali to ti spremljaš, ali sprejema te ponudbe, pogovore, neka agencija, agent, mislim, se pravi, kako imaš ti to urejeno, ampak za prvega strelca španskega prvenstva se skoraj mora nekdo oglasiti, no, tudi tvoja trojka je 39%, to je fantastično, glede na število metov, ki jih imaš. Ja, lahko povem, da predvsem individualno je sezona, lahko tako imenujem, tudi fantastična. Številke so enormne, tudi v zadnjih 16-17 letih sem večkrat zasledil, da teh številk ni bilo v španski ligi. Samo 4 v zadnjih 15 letih, ki so imeli več kot 20 točk povprečje, to so Rudy Fernandez, Edwin Jackson, Silver Landesberg in letos jaz. 22 imaš letos, ja, to je res. Tako da to iz te strani sem lahko zadovoljen, tudi strani Eurokupa zelo zadovoljen, ampak po drugi strani, predvsem v Eurokupu smo si želeli tisti korak naprej. Imeli smo zelo lepe možnosti z 2-1 po prvem delu drugega kroga, ampak smo izgubili potem Nikosa, ki je šel v AEK in to nam je bil, bom rekel, ena ogromna izguba. Predvsem, bom rekel, v garderobi, kakor pa tudi na igrišču, bil je pripeljan kot najbolj izkušen član, pomagal je vleči vse niti, ko je prišlo do kakršnihkoli nesporazumov, je bil prvi, ki je reševal, bil je kot nek oče vsem. In tukaj smo ogromno izgubili, po drugi strani smo pa tudi v španski ligi začeli z 0-4 in na to nadnizali 7 zaporednih zmag in imeli tisto dobljeno tekmo v Baskoni, po -2 smo povedali 2 točki in dobili trojko Šengelje. Tukaj je bila neka prelomna točka sezone, kjer smo začeli izgubljati. Na to odhod Nikosa, ki sem ga že omenil, in potem v enem tednu zmaga v Madridu proti Realu in poraz doma proti Fuenlabradi, ki je v tem trenutku najslabša ekipa lige. In s tem smo samo pokazali, da smo daleč od nekega španskega velikana, kot je Juventud včasih bil. In kar je najbolj žalostno, v tem trenutku je že bilo v dvorani že 7-8 do 9 tisoč ljudi. Potem pa so se sigurno po tem reprezentančnem odmoru porazgubili. Kaj ti najbolj ustreza? Kakšna igra bi zdaj rekel? Zdaj si pač dozorel kot košarkar. Zdaj si res v tistih letih, ko kamorkoli greš, lahko prevzameš vlogo nekega nosilca, nekoga, ki pač vleče samo ekipo. Zdaj spremenila. Kaj ti najbolj ustreza v končni fazi? Malce počasnejša igra, pick and roll igra,
Daj ti v bistvu opiši, kje se ti zdi, da si najbolj močen, oziroma kje lahko ekipa s tabo najbolje funkcionira. Ja, iskreno, ogromno je bilo polemik o tem, tudi glede mene, ali sem shooting guard, ali sem organizator igre, in ta tekma proti Tofašu je bila odigrana na poziciji organizatorja igre. Tako da, zdaj, kar mi ustreza, definitivno meni ustreza ta triple threat varianta, kjer prihajam iz bloka in imam vse 3 možnosti, pas, šut ali prodor. Mislim, da sem dosti boljši v tem, kakor napadanje iz driblinga. To je prva zadeva. Drugo, zelo rad igram, ko je nasprotnik v bonusu, da izkoriščam tako imenovane neumne napake, osebne napake nasprotnika, ki te dajo na liniju prostih metov. In sigurno mislim, da se boljše počutim na poziciji 2, kakor na 1, predvsem zaradi tako imenovanega pressure release, da se ne rabiš ubadati s tem prenašanjem žoge in imaš več možnosti za to triple threat varianto. Fokus bolj na eksekuciji praktično, no? Na nekem zaključku, na neki izpeljavi. Čeprav si pa tudi sem zlasti v Turčiji, zdi se mi tale pick and roll na vrhu dosti bolj doštudiral, ali pa ti je on samo več vloge dal, kot si šel mogoče prej? Ja, sigurno mislim, da sem jaz vse svoje neko največje tekme odigral kot skorer. Mislim, da je meni bolj na kožo pisanje doseganje točk, kakor kreacija, ampak tako, kot si rekel, pri Tudisu sem se dosti vrgel tudi to creation igro, kajti Tudis v napadu goji zelo podobno igro, kakor Kokoško, vedno hoče imeti dva igralca, ki sta zmožna igrati pick and roll minimalno, in tukaj sem imel tudi prednost pred dosti drugimi igralci, predvsem na začetku sezone do prihoda Markoviča seveda v Banvit, kjer se je tudi moja vloga končala. Malo si že omenil Kokoškova, Eurobasket, fantastično. Prejšnji teden smo lahko tudi v Sloveniji znova gledali teh tekem na prvenstvu brez poraza, z eno izjemno fanatično tekmo v finalu. Lahko pišeš tiste trenutke pred začetkom obračuna, mogoče še v hotelu, kako ste kot fanti doživljali vse skupaj, zdaj, ko pogledaš malo z distance. Da ni prišlo do pretirane in samozavesti in pa hkrati tudi neke treme, ki bi lahko vplivala na vašo roko. Mislim, da je bilo 56 točk v prvem polčasu, to je izjemen rezultat za finalno tekmo, ker tudi na Final Fourih, recimo Eurolige, vedno govorimo, ja, tistih prvih par minut se malo tipajo ekipe, malo je nervoze, trojka zleti mimo in tako dalje. Mislim, 56 točk v finalni tekmi Evropskega prvenstva je pa izjemen dosežek. Ja, mislim, da to fanatičnost, ki se omenil, je bila prisotna od prvega dne, ko smo se zbrali. Mislim, da je vsak od prvega dne do zadnjega vedel, kaj mu je vloga. In vse se je začelo, mislim, da z tisto povratkom proti Finski, ko smo bili že v izgubljenem položaju, pa je Tonček vzel tisto žogo, zabil v kontranapadu in potem s tisto zmago proti Franciji, kjer smo si sam potrdili neke želje, neke dvome, ki smo jih imeli, če smo ta velika ekipa, nismo Francijo v tisti sestavi zmagati za 20 točk. Lahko se reče brez znoja, mislim, da ni mačji kašelj. In potem tista tekma proti Latviji nam je samo potrdila vse, da mislim, da vemo, da spadamo v ožji krog favoritov. Prišli smo po finale in v naši glavi smo v tistem trenutku bliže favoriti za osvojitev Evropskega prvenstva. In tisti zadnji trenutki pred vsako tekmo mislim, da smo bili najbolj umirjena reprezentanca, kar se tiče glede tega. Goran je izjemno povezoval vse to. Luka kot razigrani mladenič je samo dodajal tisto neko navihanost in Tonči po tretji strani je imel to neobremenjenost. Ipak v Sloveniji ogromno ljudi pljuje, piše razne komentarje in vsakemu to pride na uho, mislim. Mimo njega, vse mimo njega, ja. In njega pač enostavno nič ni doseglo, ogromno ljudi ga je pljuvalo, zakaj je on tukaj prvih 5 tekem in potem iz tekmo samo rastu. In na koncu tudi s tistim polaganjem proti Srbiji, mislim, da dokončno zapečatil usodo Srbov in pokazal, zakaj je, po mojem mnenju, do prihoda Mirotića bil najboljša štirka v Evropi.
in da spada v ligo NBA. Po Matjažu Smodišu najboljše štirke v Evropi. In mislim, da to so ta naslov prvaka je ogromno, predvsem nam, Goranu, Luki, Antoniju, niti ne toliko, kot nam ostali, meni, Blažiču, predvsem Nikoliču odprl pot proti velikim klubom. Ja. Zdaj, če greva čisto tako, v reprezentanci se je zdelo, da imate res vsi tisto vlogo, kjer se najbolje počutite. Za Antonija Randolfa, ki si ga omenil, ja, ljudje so bili skeptični v Sloveniji, ker večina ljudi še vedno ni spremljalo Reala tako podrobno kot same reprezentance kasneje. Ne? In on absolutno ni prišel kot tisti, ki bo zdaj najboljši igralec te reprezentance, ki bo dosegal največ točk, ki bo največkrat pobral skok in tako naprej, ampak neka vloga, ki jo je imel tudi v Realu, tudi v Realu, je absolutno med top 3, 4, 5, ampak nikoli pa ne tisti edini lider, od kateremu vse zavisi sama igra oziroma sam rezultat na koncu. Če so ljudje brali tisti intervju pred dobrim mestom, bi vedeli, o čem oba govoriva. Randolf je sam izjavil, da v prihodu v Real je potreboval 7 do 8 mesecev, da je sploh dojel, kaj Pablo Laso želi od njega. In da je dojel, da je to eden največjih klubov na svetu in da se bo pač vsako leto boril za lovorike. In ko je to dojel, je bilo vse lažje. In v Realu, tako kot sem že povedal, pred Lukom je Luli igral 25 do 30 minut, ko je bil Luka, je Luka igral 25 do 30, danes igra pa Facundo Campazzo in to je edini igralec, ki igra več kot 22 minut povprečju. In v Realu je 12 igralcev, oziroma tudi tisti 4, ki so na klopi ven ekipe, so vsi dosti kvalitetni in v vsakem trenutku so pripravljeni za dati tisti maksimum in povesti ekipo do zmage. Tukaj vsak od 16 igralcev ima kvaliteto, da sam preobrne tekmo. In Pablo je samo tam tisti človek, ki to vse vodi in potegne tisto pravo potezo v pravem trenutku. In tako je bil Kokoško. Kokoško je točno vedel, od koga vse kar lahko dobi. Če začnemo samo pri Zagorcu, ki ga je dal proti Latviji, ni odigral dobro, pa se je vrnil proti Španiji, odigral tisto ključno vlogo, ko se je delala razlika ob koncu prvega polčasa. Dimec, ki je odlično odigral v drugem polčasu Španije. To so vse igralci, ki jih redno Slovenija pluva, ampak so doprineli ogromen, bom rekel, doprinos k tej medalji. In po drugi strani pa je vrtel 8-9 igralcev non-stop, ki smo bili v tistem trenutku v najboljši formi, najboljšem stanju. In mislim, da se je vse super poklopilo, ker smo samo spremljali Gorana, ki pa je bil fantastičen. Si ti tekmo Srbijo, torej finalno tekmo, ogledal potem v enem kompletu še enkrat v posnetku? Ja, sem si pogledal definitivno vse tekme. V teh dneh, ker smo pač spet imeli možnost to spremljati, z nekaj manj čustvi ali pa z nekaj manj euforije kot takrat, v živo, bom rekel, se je opazil določene zadeve. Opazil se je tvoja neka super obramba v nekem trenutku na Bogdanoviću, ustavil si ga in iz tiste akcije recimo sledil protinapad, kjer je Luka Dončić fantastično zabil tisti poster. Vse neke zadeve, neke male zadeve, ki se mogoče niti ne v nekem momentu opazijo, pa se potem, ko prevrtiš malce film nazaj, vidi ta obramba. Pa ne samo to, da si ga skoraj da zablokiral, ti si mu sledil že prej na 2 pikih na vrhu. Bil si z njim, bil si tesno ob njem in nisi mu pustil niti prostora, niti možnosti podaje, potem je pa že časa zmanjkalo. Ja, tukaj govorimo pol o tej pripravi, ki smo začeli, še dan se spomnim, 19. julija in je stav naredil res izjemno delo. Še profesor Širle je prišel prav s tem namenom, vsi smo bili izjemno pripravljeni, po drugi strani tudi Kokoško, ki je izjemen psiholog, nas je tudi psihološko pripravil in realno v tem trenutku sem jaz bil igralec Levalloisa, Bogdanović pa bil igralec Sacramento Kings. To je, mislim, da 3 do 4 ali celo 5 nivojev, višja košarka, ki jo je igral. In enostavno v tem trenutku jaz nisem verjel, da je on boljši od mene. In pač imaš tisti neki, jaz že v osnovi imam ego dosti visok, v tem trenutku pa nam je Kokoško samo še dodatno podkrepil ta ego. Z Goranom smo imeli neko varnost, da tudi če bomo mi kaj po domače povedan zajebali, bo itak on nas povlekel iz dreka in potem si imel še tu Luko, tako kot sem rekel, in Randolfa, ki so venomer nekaj popravili in s tem bi tudi bilo dosti lažje
prevzemati bilo kakršnekoli odločitve. In pač, tako kot sem rekel, vsak od nas je igral med 12, 13 do 25 minut, razen teh 3 nosilcev in mislim, da vsak je bil pripravljen v tem času dati svoj maksimum. Zdaj bo spet skočil na Real Madrid in pa na Pabla Lassa. Meni je enega izmed najljubših trenerjev v Euroligi, vsaj v tem zadnjem obdobju. Definitivno tudi na Final Fouru v Beogradu sem z njim malce govoril, takrat še okrog Luke predvsem. Praktično vsako sezono uspe upeljati v ta izjemno zahteven in kompleksen sistem Reala navadno dva, mogoče celo dati 3 mladim igralcem priložnost. Govorimo seveda o njihovi šoli, ne vedno tistih, ki so dejansko prišli z 10 leti v Real Madrid, ampak nekje od 14. 15. leta dalje. Tudi v letošnji sezoni ni nič drugače. Tako je nekako Luka prišel do priložnosti, ampak Usman Garuba recimo v letošnji sezoni je eden izmed takšnih primerov, ki je izkoristil določene probleme na štirici, tudi na petici sezone, dobil to priložnost, pa Nakić, pa še par takih fantov. Ja, jaz lahko povem, da obdobje, ko sem jaz bil tam, z nami je Garuba že treniral, cel pre-season, tudi Nakić je bil z nami ven naših treningov, Paco Redondo, ki je tako imenovan deček iz ozadja, ki je pomočnik Pablo Lassa, ogromno dela z mladimi, tudi Chus Mateo, ki je prvi pomočnik in desna roka Pablo Lassa, delajo ogromno z temi mladimi in enostavno tokom sezone je ogromno teh mikropoškodb in Real, predvsem Pablo Lasso in vodstvo Reala se zaveda, da je v eni sezoni 80 do 85 tekem na vrhunskem nivoju skoraj nemogoče odigrati. Torej, na ogromno teh, predvsem bom rekel domačih tekmah, daje prednost tudi mladim, ki s pridom izkorišča. Mislim, Garuba igra zelo kvalitetno sezono, tisto, kar dobi, vse izkoristi in mislim, da postaja s prihodnjim letom že eden izmed nosilcev igre, če bo, oziroma ko bo Felipe tudi odšel. Tako da vsi govorimo o fantu, ki ima španski pasoš. In po drugi strani moramo vedeti, da ima Real na posoji tudi Carlosa Losena, ki je danes prvi playmaker Zaragose in igra 25 minut na tekmo. In je tudi kapetan Zaragose, ki je tretja ekipa španske lige, tako da to malo ljudi ve. Real ga je podpisal na 5-letno pogodbo, vprašanje, kdaj bo tam dobil priložnost, ampak Real ve, kaj delati. Tako da s tem razlogom sem tudi šel na posojo. Tudi jaz sem po eni strani že razmišljal, da prekinemo pogodbo, ampak oni niso rekli, da to ne pride v obzir, da hočejo imeti to neko roko nad mano in temu primerno so tudi spoštovali svoj del pogodbe in zdaj bomo videli, kaj se bo zgodilo. Tako, kot si pa rekel, Pablo je eden redkih trenerjev v Euroligi, ki res daje vsem igralcem priložnost. Ja, mislim, da ima v teh 8, 9 letih že 14 igralcev, mislim, da iz te svoje lige oziroma iz svojega kluba, ki jih je nekako upeljal. Itek pred 2 sezonama izjemno hrabra poteza, v bistvu, da ko se je Ljul poškodoval, da je šel v boj v Euroligi z Luko, ki je takrat v končni fazi šele prihajal, in pa s Campazom, ki tudi ni bil na današnjem nivoju. To je tudi pokazalo neko hrabrost, nek pogum, ki ga je imel. Kako ti vidiš njegovo vlogo oziroma njega kot trenerja? Nekateri pravijo, da je premehak trener. Kakšen je dejansko bil na treningih, na tekmah? Lahko samo rečem, da karkoli govorijo, vejo, da nimajo prav. Da pred Pablom Lassom v 16 letih od 1996 do 2012 je Real Madrid osvojil 4 naslove, kakršnegakoli prvaka, 4 titule. Tako da od tega je enkrat Eurocup oziroma Gullet. Ja. Od tega, odkar je Pablo tam, mislim, da je 19, če se ne motim. Tako da premehak, pretrd, kakorkoli že, očitno to daje Realu rezultat. Real je eden največjih klubov na svetu in mislim, da Pablo dela svoj posel do popolnosti. Prvo kot prvo moraš ti danes 16, prej 14, prej 12 igralcev tudi zadovoljiti in pač to glih ni enostavno in naprimer moja zgodba trenutno je dosti podobna, ni se še zaključila na isti način kot Campazzo, ampak tudi Campazzo je prišel iz Argentine, bil je 1 leto v Realu, enostavno ni bil na tem nivoju, tako kot sva rekla, odšel v Mursijo, spremenil prehrano,
vse je brez glutena in danes je, po mojem mnenju, najboljši playmaker Eurolige. Tako da to je vse proces, ki ga moraš dati skozi in danes je Facundo za to tudi nagrajen, biti prva violina Real Madrida. Mislim, da redko kdo ve, kaj to pomeni. To vam lahko ve samo Luka. Pa ne pozaba, to so stvari, za katere Pablo. Ne pozabam prvenstva, ker je bil Campazzo spet z argentinsko reprezentanco nek hit poletja. Tako. To marsikdo pozablja. In po drugi strani tudi Gabi Dek, on je povsem no name bil, ko je prihajal v lanski sezoni in mnogi so bili skeptični. Tudi ogromno ljudi me je, bom rekel, pisalo sporočila, kdo je ta fant, zakaj on igra. In sem jaz rekel, samo bojte potrpežljivi, ta fant ima izjemen talent, mogoče ne izgleda lepo, kako igra, ampak je tudi toliko pomemben v sistemu Pablo Lasa, da si nihče sploh ne more plati. Te stvari ve samo Pablo. Mislim, Pablo je sam bil vrhunski igralec in danes vodi Real Madrid, koliko so rekel, do popolnosti. In že ima 19 naslovov prvaka in mislim, da sigurno vsaj 5 se mu je izmuznilo za las. Sploh v Euroligi 2 sezoni je bilo kar kritično, takrat se je tudi že govorilo, da bo pa res izgubil. Ja. Glih pred kratkim sem zasedil, da mislim, da je igral 35 final v 9 letih, kar je enormno. In enostavno to pomeni, da si vsako leto tam od začetka do konca in to je samo dokaz, kar tudi privede do tega, da igralci imajo vedno znova dosti veliko motivacijo, ker ti tudi motivacija ti kdaj pade, ampak ko se ti boriš za titule in za naslov prvaka, to sploh ni vprašanje. Ja. Klemen, imava še par vprašanj tudi naših gledalcev. Vprašanje recimo, ali je imel Sagadin kakšno finto, kakšno foro kot trener, ko je bil zelo jezen, kako vas je recimo kaznoval, pa da recimo te finte nimajo ostali trenerji? Ja, Sagadinom sta bila skupaj v reprezentanci v 20 pa v Heliosu, eno sezono. Ja, jaz sem bil toliko mlad, da sem pri zmagu mislil, da je vsak trening kazan. Treningi so bili toliko dolgi, da bom rekel, da je zmagal imel neko svojo metodo treniranja. Ogromno je bilo zbadljivk, zmerjanj, ampak vse to bilo z nekim pozitivnim namenom. Zdaj, da bi imel kakršnokoli posebno kazen, to se ne spomnim. Spomnim pa se, da je mene kot tistega mladeniča vedno znova ob kakšnikoli bedariji, prigovarjanju sodnikom, prigovarjanju njemu nazaj, kreganju s soigralci, za kar sem bil tudi dosti poznat že v tem obdobju, me vedno znova mi rekel, imaš ti preveč denarja, da ti vzamemo malo od plače. A moja plača bila štipendija. Tako da Zmago je točno vedel, kaj je delal in žal mi je, da ni dobil neke nove priložnosti sploh v tem obdobju, ko sem jaz bil v Olimpiji. Enostavno sem si želel, da bi on prišel, če ne kot trener, tudi kot direktor in postavil vse na svoje mesto. Ampak mislim, da je zdaj že sam tudi zgubil neko to motivacijo proti, da bi kakorkoli še dal košarkarskemu svetu. Malce se že dotaknila tudi Dimitri Sajtudisa pri CSKA od 2014, tudi on že na tnalu, že na izhodnih vratih CSKA, ampak ti veliki klubi vseeno ne radi menjajo tako čez noč, ne vejo, kaj pomeni trener. Razen recimo imamo tukaj izjemo mogoče v Španiji pri Baskoniji, ki pač ima neko svojo vizijo to vodstvo in so sposobni menjati tudi 2 po 3 trenerje na sezono. Ampak CSKA ga je zadržal in izplačalo se je tudi njim, ne? Tudi oni so osvojili potem to Euroligo. Ja, iskreno povedano, vsako sezono v Euroligi sigurno imamo 5 nezadovoljnih ekip. Tako da v Evropi vsako leto v Euroligi lahko naštejemo Real, Barcelona, Efes, Fener, Panathinaikos, Olympiakos, CSKA, ki vsak želi osvojiti naslov Eurolige in kdor ga ne osvoji ga samo eden, je nezadovoljen. Tako da CSKA ve, kaj ima, predvsem pa tudi, in jaz lahko povem, da je tudi po mojem mnenju celo najbolj naštudiran evropski trener. Tako kot sem rekel, zelo me spominja na Kokoškova.
po nekem stilu košarke, ampak mislim, da je njegovo treniranje in neka psihična situacija dosti drugačna od kokoško. Kokoško je dosti miren in tudi se dosti bolj eksploziven, ampak tudi zna ogromno košarke in ima košarko v malem prstu, predvsem te special play, ki jih odigra po timeoutih, odkje potegne kakšno potezo, koga da to igro. To ima zaštudirano do potankosti in lahko povem, da je eden izmed trenerjev, ki ve tudi, kaj se dogaja. Kljub temu, da je trener enega največjih klubov v Evropi, vseeno ve, kaj se dogaja tudi v korejski ligi, kaj se dogaja v Braziliji. Spremlja košarko po celem svetu in da je košarka njegov način življenja. In, vedno znova na treningih je spraševal, kaj se je dogajalo v tej ligi in je videl, da sem jaz pač eden tistih, ki to poznam in me je dosti imel rad, ampak po drugi strani pa po njegovem odhodu se je tudi moja epizoda pri Banvitu končala, ker je bil izključno on tisti, ki me je želel pripeljati. Klemen, hvala lepa za kar dolg pogovor. Upam, da je bil malce drugačen, kot jih imaš navadno. No? Malo bolj košarkarsko smo probali se skupaj speljati, da poveš neke te ideje, vizije, kako vse skupaj pričakuješ. Zdaj, verjetno, če te vprašam, kdaj se bo vse skupaj nadaljevalo, nekega odgovora najbrž nimaš, kot si rekel, liga ima neko svojo zadevo, sindikati igralcev svojo, klubi spet neko tretjo zadevo. Situacija v Španiji še zdaleč ni dobra, celo iz dneva v dan slabša, tako da jaz vam želim v bistvu, da boste čim bolj mirno, predvsem prijetno zdržali med 4 stenami, z minimalnimi odhodi tudi na zrak, ampak ja, pač kakorkoli se tu ne navadite, uživajte v Španiji. Ja, lahko povem, da ne vemo niti približno, kdaj se bo to končalo. Španski guverner je podaljšal karanteno do 12. aprila minimalno. Tako da mislim, da, kot si rekel, na to stanje, mislim, da včerajšnje bilo celo 761 mrtvih in včeraj 550. Mislim, da se tudi v Sloveniji še vedno nekateri ne zavedajo dosti dobro situacije in še vedno hodijo okrog, kar je sigurno ni priporočljivo in jaz tudi vse pozivam, da se zadržijo doma, da se ustavi to, kajti za vse nas je to neka izguba tako prostega časa, dobrih izkušenj in koncev tudi prihodka. Tako da enostavno čas je, da se umirimo, da smo skupaj s svojimi družinami in jaz upam, da se bo to čim prej razrešilo, da se bo nadaljevala košarka z navijači, ker brez navijačev sigurno vsi vemo, da je kot da igraš neko prijateljsko tekmo in mislim, da za zdaj še ni neke luči na koncu tunela, ampak upam, da se bo v teh 2-3 tednih zdaj vse izkristaliziralo. Jasno, enako upamo tudi v Sloveniji. Hvala lepa, Klemen, za druženje in kot rečeno, uživi še naprej. Zdaj, v bistvu malce več časa svojo družino, kot kasneje, ko bo v bistvu obveznosti kluba košarke terjale nek svoj ritem. Hvala, čau. Hvala, čau.